V tem posnetku se bomo naučili, kako se kitara uglasi. V osnovi imajo kitare 6 strun. Vsaka mora biti uglašena na pravi ton. To dosežemo z ustreznim odvijanjem ali privijanjem ključev, ki so na sliki obkroženi z rdečo. Sedaj pa si poglejmo, kako so strune oštevilčene in kateri ključ pripada kateri struni. Pri kitari se strune štejejo od spodaj navzgor. Se pravi, je struna 1 najtanjša, struna 6 pa najdebelejša. Na sliki je tudi prikazano, s katerim ključem uglašujemo katero struno. Uglašujemo jo tako, da ključ obračamo v eno ali v drugo smer, odvisno, kateri ton želimo struno doseči. Sedaj pa si še poglejmo, na kateri ton mora biti katera struna uglašena. To je odvisno tudi od načina uglasitve kitare. Pri nas bomo uporabljali standardno uglasitev, ki je tudi drugače najširše uporabljena. Pri tej uglasitvi morajo biti strune uglašene po naslednjih pravilih. Struna 6 mora biti uglašena na ton E, struna 5 mora biti uglašena na ton A, struna 4 mora biti uglašena na ton D, struna 3 mora biti uglašena na ton G, struna 2 mora biti uglašena na ton B in struna 1 mora biti uglašena na ton E. Tukaj si moramo zapomniti, katera struna mora biti uglašena na kateri ton. S tem namenom se je tudi prikazala šalica, da se tukaj malo ustavimo in poskušamo to tudi zapomniti. No, pa si poglejmo še, kako izgleda uglaševanje v praksi. Se pravi, spodaj na sliki vidite uglaševalec, ki ima kazalec in tudi prikazuje, kateri ton trenutno uglaševalec zaznava. Zdaj, izgled tega uglaševalca je podoben vsem tistim, ki jih kupimo lahko v trgovini oziroma jih dobimo na spletu, oziroma če imamo pametne telefone, lahko tudi si naložimo tam aplikacije, skratka kjerkoli. No, v glavnem, v prejšnjem delu videa smo spoznali, da mora biti struna 6 uglašena na ton E. Se pravi, da zdaj igramo struno 6. Vidimo, da igramo ton D. Ker že poznamo tonsko abecedo, vemo, da je ton E za D-jem, se pravi, moramo struno napeti. Se pravi, ključ vrtimo tako, da nam gre kazalec navzgor. Se pravi, smo prišli do disa, moramo še. Zdaj smo prišli do E-ja in zdaj moramo struno napeti toliko, da bo kazalec prišel v zeleno polje. Se pravi, še malo. Še malo. In sedaj smo uglasili struno 6. Gremo na struno 5. Zdaj včasih tudi ne zazna takoj, ne. Se pravi, trenutno igramo ton G. Se pravi, C, D, E, G, A, se pravi, A je za G-jem, torej moramo tudi to struno napeti. Zdaj sem zaigral, tudi to se zgodi. Še malo napnemo. In smo prišli v zeleno polje, torej tudi peto struno imamo uglašeno. Gremo na struno 4, ki mora biti uglašena na ton D. Se pravi, tukaj pa imamo zdaj dis, vidimo, ker je tista lojtra zadaj, se pravi, to struno moramo pa spustiti. Zdaj je ta struna uglašena. Zdaj, jaz predlagam, da v primerih, ko do pravega tona prihajamo iz vrha, spustimo struno malo navzdol, tako kot bom zdaj pokazal. In potem nazaj napnemo. Da pridemo v zeleno polje zmeraj z napenjanjem. Na ta način bo kitara ostala dlje časa uglašena, že zaradi same mehanike, sploh pa še, če je kitara nizkocenovna, kakor je moja, ne. Potem se to še bolj pozna. No, in zdaj gremo na struno 3. Se pravi, ki mora biti uglašena na ton G. Ta je že skoraj blizu, se pravi, še malo napnemo. In smo noter. In je v zelenem polju, torej ta je tudi uglašena. Gremo na struno 2. Tukaj smo malo na vrh, se pravi, gremo spustimo dol. Gremo malo nižje. In zdaj napenjamo nazaj.
Smo v zelenem polju, struna 2 je tudi uglašena. Aha, ta je pa previsoka, ker je F ton je za E-jem, se pravi, in prva struna mora biti uglašena na ton E, se pravi, moramo struno spustiti. In spet uporabimo trik, gremo malo navzdol in potem jo spet napenjamo, da pridemo v zeleno polje. Tako smo zdaj kitaro uglasili.